No, napadi naj bi se še vedno nadaljevali. Pred približno 20 minutami so iranske tiskovne agencije sporočile, da so ZDA izvedle še več napadov v okolici iranskega otoka Kišem v Perzijskem zalivu, ki je blizu Hormuške ožine. In to se dogaja, medtem ko naj bi ameriški predsednik Donald Trump razmišljal o tem, ali naj drastično stopnjuje vojno z Iranom. Možnosti, ki so na mizi, so zagotovo pomembne. Poročila pravijo, da je Trump ta teden gostil sestanek v sobi za krizne razmere, kjer so razpravljali o morebitni zasedbi otoka Kark z ameriškimi vojaki ter bombardiranju predorskega kompleksa, povezanega z jedrskim programom imenovanega Pickaxe Mountain. In po njegovih lastnih besedah na Fox News namerava naslednji teden napasti iranske elektrarne in mostove, razen če Islamska republika ne pride za pogajalsko mizo. Trump je dodal, citiram: "Imamo druge ljudi, ki bodo za nas izvedli kopensko ofenzivo." Nihče ni pojasnil, koga je imel v mislih, ampak zdaj se nam pridružuje Jason Brodsky. Je direktor politike pri organizaciji United Against Nuclear Iran in se nam zdaj pridružuje. Jason, kako resnične so te možnosti in kako blizu mislite, da je Trump temu, da dejansko pritisne na sprožilec? Vesel sem, da sem lahko z vami. Mislim, da so zelo resnične. Iranski režim je dokazal, da tudi ko Združene države ponudijo zelo radodaren paket omilitve sankcij, po memorandumu o soglasju, ki bi mu prvič po desetletjih omogočil trgovanje z nafto v dolarjih. Za začetek pogovorov o odmrznitvi sredstev in ponujanje 300 milijard dolarjev vrednega investicijskega sklada za obnovo kot del končne poravnave. Tudi takrat je iranski režim spodkopal memorandum o soglasju s svojim slabim vedenjem. In mislim, da ima predsednik Trump prav. Ta memorandum o soglasju je bil preizkus in iranski režim tega preizkusa ni opravil. Ta preizkus ni opravil že zadnjih 47 let pod demokratskimi in republikanskimi administracijami. In na neki točki bomo morali nehati dajati nove priložnosti. Veste, ideja o zavzetju otoka Kark, skozi katerega gre približno 90% iranskega izvoza nafte, bi bila ena najpomembnejših vojaških operacij, ki bi jih v zadnjih desetletjih videli na Bližnjem vzhodu. Vemo, da upokojeni ameriški general javno pravi, da bi moral Washington to storiti, ampak kako resno vojaški vrh dejansko razmišlja o tem? In kaj bi to pomenilo za vojno, če bi se zgodilo? In ali je to sploh mogoče? Ja, mislim, da je to mogoče. Mislim, da imajo Združene države za to načrte. In mislim, da predsednik Trump o tem resno razmišlja. Ta predsednik Trump je dejansko govoril o zavzetju otoka Kark že od 80-ih let prejšnjega stoletja. Zato me ne bi presenetilo, če je to del razprav v krizni sobi. Združene države morajo zaostriti razmere, da bi spremenile strateško sliko v regiji in iranski režim prisilile v jasnejše odločitve. In bolečina se v zadnjih dneh samo še povečuje, saj ZDA. Vojaški napadi so se okrepili v svojem tempu in intenzivnosti. Združene države kažejo sposobnost stopnjevanja tukaj in to bodo morale tudi storiti. Seveda je gora Pickaxe globlja kot Natanz in Fordo. To sta lokaciji, ki sta jih ZDA in Izrael že bombardirali. To pomeni, da običajne bombe za uničevanje bunkerjev morda sploh ne bodo dosegle cilja. Torej Trump pravi, da bo ukrepal, če Iran postane delujoča jedrska lokacija. Ampak ali so ZDA dejansko sposobne uničiti to, če se zgodi? No, mislim, da. Operacija za nevtralizacijo gora, Pickaxe, bi lahko vključevala tudi kopensko komponento. To je nekaj, kar bo moral predsednik pretehtati. Seveda, to predstavlja ogromna tveganja za vse vrste ameriških sil, ki so na terenu. Vendar obstajajo tudi druge možnosti, ki jih lahko uporabimo, brez uporabe kopenskih sil v bližini gor Pickaxe, za katere bi se predsednik lahko odločil v tem trenutku. Mislim, da bo ohranil svoj manevrski prostor, da bo imel možnosti za stopnjevanje, če bo iranski režim še naprej kršil dogovore, s katerimi se je prvotno strinjal. Seveda moramo zdaj omeniti, kaj je Trump povedal za Fox News. Rekel je, da bodo za kopensko kampanjo poskrbeli drugi ljudje. Rekel je, mi bomo izvedli kopensko kampanjo. To so njegove točne besede. Kaj mislite, o kom govori? Očitno smo v tej oddaji že omenili možnost, da bi kurdske sile igrale določeno vlogo. In ali Izrael vpliva na to odločitev? Lahko bi bil izraelski del kopenske kampanje. Lahko bi bil prikrit element kopenske kampanje. Tako da mislim, da predsednik zagotovo namiguje na nekaj. Ampak no, spet, mi, ZDA, imamo možnost ciljati tudi druge lokacije, poleg Pickaxe Mountain, ki bodo iranskemu režimu povzročile veliko težav. V redu, rada bi se vam zahvalila, da ste se nam pridružili, Jason Brodsky. Hvala.
Zdaj se bomo obrnili na naše goste v studiu, Jakov Lapin, varnostni analitik in voditelj oddaje Ross Handler Report, in seveda naš analitik za mednarodne zadeve Dan Perry, nekdanji urednik za Evropo in Bližnji vzhod pri Associated Pressu. Torej, trenutno prihaja veliko retorike iz ust ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Mislim, da je trenutno vprašanje, kaj se je dejansko spremenilo, ker se vmesne volitve še vedno približujejo. Vemo, da ni veliko ameriške javne podpore za ponovno vojskovanje. Ali se je zgodilo kaj posebnega, zaradi česar Donald Trump zdaj daje te izjave? Mislim, da imata na Bližnjem vzhodu dva časovna okvira. Eden pravi, da se nič ne more zgoditi do vmesnih volitev. To nas pripelje do oktobra. In to je preprosto preveč, ker mora Donald Trump na tej točki ukrepati. Drugi časovni okvir pa je, da ne moramo čakati tako dolgo, ker Iranci preizkušajo meje dopustnega in Američanom onemogočajo, da ne bi pospešili povračilnih ukrepov na njihova dejanja že precej pred vmesnimi volitvami. Mislim, da je Donald Trump moral zaključiti, da je škoda, ki nastaja, in splošni ameriški interesi, ki presegajo politični vidik. Če lahko verjamemo, da Donald Trump lahko tako razmišlja, ampak morda včasih res lahko, ali pa je to njegov ego, ker je izgledal kot tak poraženec, v bistvu zahtevajo ukrepanje. V redu, Jakov. Rada bi se pogovorila s tabo o tej ideji kopenskih sil v Iranu in o tem, da Donald Trump pravi, da ima ljudi, ki bi to storili, ter kako se Izrael vključuje v to. Še posebej zato, ker Izrael čaka tudi na volitve, ki bodo oktobra. Kaj misliš, kaj je Izrael pripravljen storiti? Kako daleč je Izrael pripravljen iti, ko gre za nadaljevanje tega boja proti Islamski republiki Iran? No, najprej Izrael je trenutno bolj ob strani, ker je ta boj trenutno, in jaz bi temu rekel, boj nizke intenzivnosti, kljub temu, da traja že dneve in dneve. Združene države uporabljajo le majhen odstotek svoje dejanske ognjene moči in jo usmerjajo na južno obalo. Ker gre za boj za prihodnost Hormuške ožine med Iranom in Združenimi državami. In izraelski interesi s tem niso močno prizadeti, razen dejstva, da je za Izrael bolje, čim dlje se to oddalji od slabega memoranduma o soglasju in slabega diplomatskega dogovora. Torej so izraelski interesi v tem, da preprečijo Islamski republiki, da bi razvila grozeče zmogljivosti. To pomeni jedrske, balistične in posredniške sile. Zato ne bi pričakoval nobene izraelske vpletenosti v karkoli, kar je povezano z otokom Kark. Ne neposredne vpletenosti. To bi bila ameriška operacija, če sploh. In obstaja veliko razlogov, zakaj je predsednik Trump do zdaj okleval s tem. Ne bo jim težko prevzeti otoka Kark. Ampak ostati tam in se soočati s kampanjo iranske revolucionarne garde proti ameriškim silam na terenu je povsem druga zgodba. In bi videli, kako bi se Trump v bistvu soočil z vsemi težavami, v katere je recimo zašel predsednik Bush v Iraku, tudi če gre za majhne sile in noče iti tja. Obstajajo tudi druge tarče v Iranu, kjer bi lahko prišlo do morebitnih napadov izraelskih specialnih enot, vendar so ti zelo tvegani. In prvi načrt bo vedno temeljil na zračni moči. Veste, Izrael bi razmislil o izvedbi kopenskih komandovskih akcij v Iranu le v zelo skrajni situaciji. Če pa bi se to zgodilo, bi bilo to proti jedrskemu objektu, ne proti otoku Kark, ne proti naftnim objektom. Ti bi bili po mnenju Izraela vedno napadeni iz zraka. Prav. Na kratko. Mislim, da obstajata dva različna načina uporabe kopenskih enot. Eden je zasedba določenih območij, naprimer iranske obale blizu Hormuške ožine. In drugi način so dejansko komandovske operacije. Izrael, ki že ima enote v Siriji, Libanonu in Gazi, ni treba, da sodeluje pri okupaciji Irana. To izključujem. Toda operacije komandosov, kjer bi lahko prišle do izraza posebne izraelske sposobnosti ali obveščevalni podatki, so tvegane, kot pravi Jakov, vendar niso nepredstavljive, še posebej, če bi šlo za iznos jedrskega materiala, če bi se kaj takega pojavilo. Prav. In seveda prihajajo volitve, zato bo zelo zanimivo videti, kako bo to vplivalo na Netanjahujevo odločanje v prihodnjih mesecih, ko gre za Iran.